Pomurskem dnevniku. Begunci v integracijski hiši. Kinološko društvo Bakovci. Kaznovana, ker je do smrti zbila motoristko. Našli ukradene predmete in drogo. Vreme, jutri delno jasno. Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v Pomurskem dnevniku. Pred dobrima 2 letoma so tudi Pomurje prečkale trume beguncev, ki so iskali boljše življenje. Nekateri so ostali v Sloveniji. Že 10. leto je za take begunce, ki imajo tudi uradno ta status, poskrbljeno na Pobrežju v Mariboru. Decembra 2015 je svojo državo, Sirijo, zapustil mladi Muad. Pove, da je bila pot težka, da o stanju v svoji deželi ne želi govoriti, a srčno verjame, da se bo vojna tam kmalu končala. Želi se namreč vrniti domov. Za zdaj je svoj skromen dom našel na Makedonski 33 v Mariboru, v integracijski hiši. Tam mu družbo delajo tudi preostali, ki so pridobili status begunca. Ker bo moral stanovanje čez 3 mesece zapustiti, se tudi intenzivno uči slovenskega jezika. Svoja vrata nam odpre 27-letni Sirec Muad in pokaže svojo skromno sobico, v kateri biva. Zaradi vojne se je odpravil na dolgo pot iskat boljše življenje. Vesel je vsakršne dodatne pomoči. Mariborska integracijska hiša omogoča bivanje vsaj 45 ljudem, ki so v Sloveniji pridobili status begunca. Some person from Eritrea, some person from Iraq, some person from Syria. Znotraj integracijske hiše ima Muad skupaj z drugimi azilanti na voljo učilnico, računalnike in dostop do interneta. Namen bivanja v hiši je azilantom olajšati prve korake na poti k samostojnemu življenju in integraciji v slovensko družbo. V tem prehodnem obdobju so razbremenjeni težav pri iskanju zasebne nastanitve in se lažje posvetijo učenju slovenskega jezika, iskanju zaposlitve ali nadaljnjemu izobraževanju. Pri tem jim med drugim pomagajo tudi prostovoljci iz mariborske enote filantropije. Tudi Muad je osvojil že nekaj naših besed. Dobar dan, kako si? Da so vljudni in prijazni, nam zaupa tudi Darja Zemljič, ki živi v sosednjem bloku. Vredo. Zelo vredo. Nimam nič nasproti tega. Pa vredo so. Vredo so. Jaz pa mi sin jih spoštujemo, tako da. Imamo dobre odnose, se pozdravimo, ko pridejo, pa gremo skupaj na avtobus, pa tako da ni nobenih problemov. V hiši so lahko le 1 leto. Tako bo čez 3 mesece svojo sobico zapustil tudi Muad. I wish if I find some job. Zaupa nam še, da je bila pot do Slovenije težka. O stanju v svoji domovini pa ne želi govoriti. A srčno verjame, da se bo vojna tam kmalu končala. Prav ta vojna ga je namreč pregnala na dolgo pot iskanja boljšega življenja. Pri tem pa mu tudi njegova diploma iz kemije ne pomaga veliko. Dom ostaja njegova prva in zadnja misel. Se verjame, da bo v Siriji kmalu mir in se bo lahko vrnil k svoji družini. Sončno vreme nas vabi v naravo. Tako se radi podamo tudi na potep z našimi štirinožnimi prijatelji. Da bi naši štirinožni prijatelji bili šolani, poskrbijo v Kinološkem društvu Bakovci. Več o šolanju psov nam bo povedal Drago Kološa iz Kinološkega društva. Lepo pozdravljeni. Lep dan. Torej, če mogoče na začetku pojasniva oziroma poveva, kako pomembno je pravzaprav sploh, da so naši psi, naši domači prijatelji šolani. Zelo lepo vprašanje je. To je zelo pomembno, zato ker imamo psa na povodcu, tu pa tam ga spustimo brez povodca, zato pa hočemo, da se pes nauči lepega vedenja. Šolanje psov poteka v vašem kinološkem društvu, ravno v teh dneh začnete s šolanjem. Če mogoče poveste malo več o tem, kako poteka šolanje, kdo vse lahko pride, kakšni psi, so mogoče kakšne omejitve? Omejitev za psov ni. To se pravi, kakva pasa je, ni pomembno. Tudi starost ni pomembna. Vsaj
5 mesecev bi naj bil pes starejši. Ja, šolanje poteka 3 mesece, to se pravi, da se bo začelo 26. marca ob 9. uri, Kinološki društvo v Bakovci. To je nekje 100 metrov levo od nogometnega kluba Bakovci. Pa je pomembno pri šolanju psov tudi, oziroma je pomemben tudi lastnik. Se mogoče tudi posvetite v tem šolanju tudi lastnikom? Ja, vedno sem jaz rekel, ne učim jaz psa, učim vas, zato ker vi z psom delate. No, to je tako povedano. Seveda morata biti oba prisotna. Najboljše je, ko je tečaj, to bo nekje trajalo 40 ur, 3 mesece, da pride vedno en isti z njim. To se pravi, da se nauči pes vedenje z tem vodnikom, s katerim je pač vedno v kontaktu. Potem je verjetno tudi pomembno, da vsi družinski člani, ki so doma, upoštevajo oziroma uporabljajo te neke enake ukaze oziroma napotke, ki so jih dobili v vaši šoli. Tudi to je. Vsak vodnik, ki pride, dobi tudi en spisek teh pravil igre, da lahko tako rečem, navodila, in to lahko odnese domov oziroma tudi odnese domov, da tisti, kdo hoče, si to prebere in po tisti navodili dela z njim. Mogoče, če samo še pojasnimo, kakšen pa je trend v Pomurju oziroma opažate, da se lastniki psov odločijo za šolanje? Ja, ta trend pa je zdaj že, koliko jaz zdaj opažam, nekje 2-3 leta se je spustil zelo nizko. Ne vem, kak je razlog je to, ali ljudje nimajo volje, ali časa, ali pa neki drugi razlog je. Verjetno je dejstvo, da tako za to, da imamo žival, kot tudi šolanje, si moramo vzeti čas. No, to je tudi res. Vsaj 10 minut čez dan, predpoldan oziroma popoldan, bi se naj lastnik z tistim psom pač bavil in ga naučil tisto vedenje oziroma tiste naloge, ki bi jih naj pes opravil. Verjetno je fajn oziroma lepo, da psi znajo vsaj te neke osnovne ukaze. Tako je. Te osnovne ukazi pa so, naj se pes lepo vsede, leže, pride k tebi, ne glede na to, kje je, pa da te posluša tebe, ko ga pokličeš po njegovem imenu, da prije vse do tebe. To sva zdaj povedala v šolanju, pa če mogoče za konec samo še povabite naše gledalke in gledalce, da se udeležijo šolanja v vašem društvu. Ja, zelo lepo in dobro bi bilo, da tisti, ki imate že psa, ne za to, da bi zdaj nekaj rekel, da pač pridite pa ne pridite, se naučite lepega vedenja vi in tudi vaš pes. Prav, najlepša hvala vam za te zelo koristne informacije. Tudi vam hvala. Lanskega avgusta smo poročali o tragični prometni nesreči, v kateri je mlada motoristka izgubila življenje. Pred dnevi je zato na zatožno klop zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti sedla Brigita Serec. Spomnimo, do nesreče je prišlo, ko se je takrat 56-letna voznica osebnega avtomobila peljala iz smeri naselja Satahovci v smeri Murske Sobote. V križišču za krog je zapeljala v križišče naravnost čez prednostno cesto in izsilila prednost 23-letni voznici motornega kolesa, ki je z motornim kolesom trčila v prednja leva vrata osebnega avtomobila. Poškodbe so bile tako hude, da jim je voznica motorja v soboški bolnišnici podlegla. Brigita Serec iz Satahovcev, obtožena povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti, se je sporazumela s tožilstvom. Zato je sodnik okrožnega sodišča v Murski Soboti Stanislav Juk zadevo po hitrem postopku končal že na predobravnavnem naroku. Za priznanje krivde so obtoženi izrekli zaporno kazen v trajanju 16 mesecev, ta pa se je spremenila v družbeno koristno delo. Tako mora 960 ur odslužiti v 2 letih po pravnomočnosti sodbe. Prepovedali so ji tudi vožnjo motornih vozil kategorije B za 8 mesecev. Družbeno koristno delo bo Serčeva opravila preko Soboškega centra za socialno delo in če ga ne bo izpolnila, bo šla v zapor. Sodnik je obtoženi določil tudi nekaj več kot 3000 evrov stroškov postopka ter okoli 300 evrov sodne takse. Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja bodo predvidoma že v ponedeljek parafirali aneks kolektivni pogodbi za javni sektor, po katerem bi javnemu uslužbencu za pripravljenost na določenem kraju pripadal dodatek v višini 50% urne postavke osnovne plače. Gre za dodatek, ki se odreja zlasti v Slovenski vojski in tudi policiji.
Sedaj veljavna kolektivna pogodba določa, da javnemu uslužbencu pripada dodatek za čas stalne pripravljenosti v višini 20% urne postavke osnovne plače, kolikor bi še naprej znašal dodatek za pripravljenost na domu. Višji dodatek v višini 50% urne postavke osnovne plače pa bi javnemu uslužbencu pripadal, če mu je v skladu s posebnimi predpisi na področju obrambe, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, policije ter vzgoje in izobraževanja odrejena pripravljenost na določenem kraju. V skladu s predpisi na področju obrambe, ki izenačujejo pripravljenost na določenem kraju in pripravljenost na delovnem mestu, bi tak dodatek pripadal tudi javnemu uslužbencu na področju obrambe, ki mu je odrejena pripravljenost na delovnem mestu. Za podpis aneksa morajo v sindikatih dobiti še soglasje svojih organov. Če pri tem ne bo zapletov, bo parafiranju sledil podpis, ena od možnosti je, da bo ta teden kasneje. Na Ministrstvu za javno upravo finančni učinek na letni ravni ocenjujejo na približno 3,4 milijona evrov. Policisti Policijske postaje Ptuj so že od začetka letošnjega leta preiskovali več kaznivih dejanj s področja premoženjske kriminalitete, vlomov in poskusov vlomov v objekte. Dejanja je storilec izvrševal na območju Ptuja, Dornave in Ljutomera na način, da je s primernim orodjem lomil vložke cilindričnih ključavnic ali v objekte vlamljal silo telesa. Utajeval je različno električno orodje, denar in druge predmete. Zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja velike tatvine so na podlagi pisne odredbe preiskovalnega sodnika okrožnega sodišča na Ptuju opravili hišno preiskavo pri 31-letnem občanu Ormoža. Pri hišni preiskavi so policisti zasegli različne predmete, ki si jih je osumljeni ob kaznivih dejanjih protipravno prilastil. Zasegli so mu tudi prepovedano drogo, za katero sumijo, da gre za heroin. Možje v modrem so ugotovili, da je osumljeni eno kaznivo dejanje izvršil tudi na območju policijske postaje Ljutomer, kjer je skozi balkonska vrata vlomil v stanovanjsko hišo in iz nje utojil lovsko puško. Puško so mu zasegli in vrnili oškodovancu. Policisti so osumljencu odvzeli prostost in ga pridržali. Zaradi utemeljenega suma storitve 9 vlomov ali poskusov vlomov v objekte so osumljenca s kazensko ovadbo privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča na Ptuju, ki je zanj odredil pripor. Kot so sporočili z policijske postaje, bodo po zaključku ustreznih analiz zoper storilca podali še kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja, neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in prehodnimi sredstvi za izdelavo prepovedanih drog. Spletni medij sobotainfo.com piše o tem, ali bi šolske uniforme res zmanjšale socialne razlike med učenci. Mnenja med Pomurci so deljena. Več si preberite na sobotainfo.com, mi pa si poglejmo še kratke novice. Jutri bo predvsem na zahodu pretežno oblačno, drugod pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Kakšno vreme nas čaka konec tedna pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli sončen dan s temperaturami okrog 22 stopinj Celzija. Opoldne ste v Krajinskem parku Goričko namerili 18, v Radencih in Murski Soboti 20 ter v Lendavi 21 stopinj Celzija.
Jutri bo predvsem na zahodu pretežno oblačno, drugod pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. V zahodni in deloma v srednji Sloveniji se bodo občasno pojavljale manjše krajevne padavine, deloma plohe. Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature v vzhodni Sloveniji se bodo v Murski Soboti in Mariboru gibale okrog 8 stopinj Celzija, dnevne pa se bodo povzpele do 21 stopinj. V petek in soboto bo prevladovalo sončno vreme, v petek bo precej toplo, v soboto pa malenkost hladneje. Temperature v naših krajih se bodo dopoldan gibale okrog 4 stopinj, dnevne pa med 16 in 19. To je vse za danes. Več vsebin najdete na www.tvideja.si. Bodite z nami tudi jutri. Nasvidenje.